V Krškem stoji 114 let stara vila, v kateri je pred drugo svetovno vojno živela družina slikarja Jožeta Cjuhe. Kasneje so se lastniki menjavali, stavbo in vrt pa je močno načel zob časa. Poglejmo si, kakšna je vila videti danes. Ste ob pogledu na to vilo pomislili, da sem v Avstriji ali Švici? Pa nisem. Več kot 100 let stara vila, obdana zelenjem, stoji v Krškem. Z obnovo so lastniki ohranili nekdanjo imenitnost stavbe in ji dodali nekaj moderne svežine. Gospa Živa Dev, ta vila je bila zgrajena v začetku 20. stoletja. Kaj je bilo značilno za tedanjo arhitekturo? Najprej moram povedati, da je izraz vila latinskega izvora in da označuje podeželske hiše ali kmetije. Prvotno so z tem izrazom označevali tudi grajene strukture, ki so jih postavljali veleposestniki za svoje življenje in za gospodarjenje s temi zemljišči. Na prelomu 19. v 20. stoletje pa so ta izraz pričeli uporabljati za prostostoječe stanovanjske hiše z vrtovi. Vpliv za gradnjo hiš po našem prostoru, vsaj v tem delu, kjer se zdaj nahajamo, je prihajal iz sosednje Avstrije. Tam je gradnjo vil, to se pravi stavb z vrtovi, tudi prestižno oblikovanih, spodbujalo Dunajsko društvo, imenovano Cottage Verein, in sicer so spodbujali gradnjo vil po vzoru angleških podeželskih hiš v takratnem neogotskem slogu. Arhitektura teh vil odlikujejo kompozicija in sestavljanje različnih stavbnih elementov, oblikovanih po vzoru iz gotike, romanike, v bistvu romanike, ne gotike, renesanse, baroka in kasneje tudi secesije. In kmalu je oblikovanje teh različnih kompozicij postalo znak prestiža za premožne meščane. Ti so se pričeli iz tistih strnjenih zatoklih mest umikati v obrobno zelenilo in tam so si postavljali takšne vile. Vile so načrtovali in postavljali stavbeniki, ki so imeli v svojih birojih pogosto zaposlene tudi arhitekte. Še ena značilnost teh vil je, da je pravokotni tloris pogosto asimetričen. Vilam so dodani stolpiči, potem neke zrinjene terase in jasno, da ta razgibanost je potem se odraža tudi v razgibani strehi, s tem, da so strešine še vedno strme, ampak sestavljene iz več strešin. Pa še eno krasni element, ki ga ima tudi ta vila v Krškem, so si te stavbe osvojile in to je predalčna gradnja. Ta je izključno krasna in vzor zanjo pa prihaja iz stare tradicionalne gradnje v severovzhodu Evrope, ne v severozahodu Evrope, to je Nemčija, Francija, Danska. Če sem prav razumel, ste rekli predalčna gradnja. Kaj to pomeni? Predalčna gradnja pomeni, da je lesena konstrukcija, ki je vidna na ostenju in je potem zapolnjena z opeko. In tako predalčno gradnjo lahko zasledimo tudi v mansardnem delu te vile. Verjetno obnova take vile ni ravno enostavna. Kako so jo treba lotiti? Kaj so tiste stvari, ki je treba še posebej paziti, da se nekako vsa ta veličina vile ohrani? Zdaj, ta vila je bila zaradi nekaj desetletij slabega vzdrževanja, zapuščenosti, potem tudi požar jo je prizadel, ki je bil na srečo pravočasno zadušen, ampak toliko je pa le poškodoval, da je bilo vse to nadstropje, ker danes sedimo, odeto v debelo plast saj. Prav tako so bili dotrajani in zlizani tlaki, poškodovano je bilo stavbno pohištvo, poškodovana je bila tudi streha, poškodovano je bilo stenje. In jasno, da ko se lotiš prenove take stare vile, je potrebno najprej natančno pregledati obseg poškodb, vrsto poškodb, pregledati vse tisto, kar je vredno, kar se bo ohranilo, kar je mogoče preveč močno poškodovanega, da se ohrani in pa jasno načrtovati, kako se ta vila da prilagoditi sodobnemu načinu življenja in bivanja. Marsikdo bi staro propadajočo vilo podrl in na njeno mesto postavil novo, sodobno hišo. A novi lastniki so prepoznali dragocenost stare stavbe in se premišljeno lotili temeljite prenove. Pri prenovi so komplet ohranili staro konstrukcijo, se pravi
ostenje kamnito, delno zidano, lesene stropove, tudi ohranjena je komplet strešna konstrukcija, le kritina je bila nova, ker je bila že toliko dotrajana. Pri prenovi so zamenjali in očistili stavbno pohištvo, zdaj notranjo stavbno pohištvo, ki je bilo manj poškodovano, so samo restaurirali, zunanjo pa so zamenjali z izdelanimi replikami, kar pomeni, da so novo stavbno pohištvo izdelali po vzoru starega. Tlake so samo očistili. Jasno, da so očistili tudi strop in ravno ta del, prostor, v katerem sedimo, je bil močno poškodovan, ker so se na vse lesene dele nalepili prašni delci in to lepljivi v debelem sloju, tako da so strop pri restauriranju peskali in sicer z zelo finim kremenčevim peskom, zato da les ni bil preveč odprt in preveč poškodovan. Potem so potekala jasno z restauracijo in novimi elementi vsega tega dela, je potekala zamenjava vseh inštalacij, elektrika, voda, vse to je bilo dotrajano, obnovili so peči, uvedli so jasno novo ogrevanje, novo elektriko, novo celotno komunalno infrastrukturo. Je razporeditev prostorov v hiši enaka kot pred 100 leti? Razporeditev je, uporabnost pa ni. Uporabnost se je jasno spreminjala z vsemi lastniki, ki so v tej vili bili, ker mislim, da jih je kar nekaj lastnikov živelo v tej stavbi. Je pa tako, da v pritličju so nekoč je živela služinčad, kuharca, vrtnar, v nadstropju, v tem delu, kjer smo danes, to so bili elitni prostori, namenjeni v bistvu salonu, življenju meščanov, premožnih, srečevanju, druženju. Zraven tega prostora je bila jasno kuhinja, da so goste lahko primerno postregli in pa nek dodan salon za klepet ali pa preživljanje nekih uric po končani pogostitvi. Na vrhu so bile potem pa spalni prostori s kopalnicami. No, danes se je ta uporabnost zamenjala, v kleti so si uredili letno kuhinjo, ki danes igra tudi v bistvu vlogo glavne kuhinje, z jedilnico, ki se odpira na prekrasen vrt. V tem delu se z temu salonskemu življenju pridružujejo poslovni prostori, na vrhu je pa potem urejene so spalni prostori z velikimi današnjemu času primernimi sanitarijami. Sanacija zidov proti vlagi je trajala 3 mesece. Prenova celotne stavbe, ki je stala 3-krat več kot propadajoča stara hiša, pa 2 leti. Današnji lastniki hišo ogrevajo s toplotno črpalko, kadar je zelo mrzlo tudi s plinom. V prehodnem obdobju pa zakurijo v lončenih pečeh. Posebno toplino v prostore izžarevajo slike akademskega slikarja Rajka Čubra. Te ponazarjajo brezčasno krajino in prizore iz življenja, ki jih je umetnik z edinstveno interpretacijo prelil na platno. V objektu je precej nove, sodobne opreme, ki pa nekako ne zasenči stare. To sodobno je oblikovano v svetlih tonih, izbrano v svetlih tonih, mislim, da zavestno, v gladkih linijah, tako da staro, masivno pohištvo v temnih barvah, rezbarsko okrašeno, ročno izdelano, pride pravzaprav do izraza. In ni samo nek akcent prostoru, ampak človek dobi občutek, da v tem prostoru prevladuje. Istočasno nam to staro pohištvo nas povezuje s preteklim časom, nam govori tudi o neki kulturi bivanja prvih lastnikov, o njihovem načinu življenja, o njihovem okusu in ta povezava s preteklostjo pa tako pravimo, da je nujno potrebna za visoko kakovost bivanja tudi danes. In mislim, da so tu lastniki to sodobno opremo, ki je kot postelj, miz, stolov, ki so potrebni zavestno izbrali prav tako v nekem lahkotnem stilu, gladkih linijah in v svetlih barvah. Izjema pa je mogoče pritličje, kjer so pa hoteli ohraniti ta dih starega in so tudi novo pohištvo opremili po vzoru starih kmečkih kuhinj, starih kmečkih jedilnic, kot so nekoč to vilo oblikovali z elementi po vzoru iz starih zgodovinskih časov. Pa so te stari pohištveni elementi, kot so teli tukaj za nama, so to originali ali so prinešeni od drugod? Ne, to so originalno pohištvo, ki je
tukaj že v bistvu 110 in več let. Hiša je bila zgrajena čisto v začetku 20. stoletja, tako da to pohištvo dejansko kaže tudi svojo kakovost, da je kljub stalni uporabi še vedno lepo, še vedno kakovostno, izdelano iz masivnega lesa, kar pomeni, da je zdravo, nima nobenih strupov v sebi, ne oddaja nobenih hlapov, ni nobenih iveric in tega, kar danes v sodobnem pohištvu je. In še nekaj, kar je mene kot pri likovnem pogledu, se pravi pri tistem občutenju lepega, najbolj pri tem pohištvu fasciniralo, je pa tapicerija, se pravi blago, ki so ga izbrali, ki je popolnoma sodobno. Zdaj, če bi midva ostala, bi ta dva stola pravzaprav zasijala po novih likovnih vzorcih, ki pa se odlično ujemajo z tem starim oblikovanjem in starim načinom oblikovanja pohištva. K hiši spada tudi velik parkovni vrt. Ta vrt je z vsemi potkami, z vsemi kipci, ki so razpostavljeni po tem okrasnem delu, z drevjem, z visokimi grmovnicami, z pokrovnimi rastlinami, oblikovan tako, da se človek res počuti sproščenega, da bi kar obsedel v tem vrtu. Poleg tega, da je ta vrt okrasno oblikovan, ima pa tudi gospodarski del z velikim zelenjavnim vrtom, z sadovnjakom. In vse, kar ta vrt kaže, kaže to, da imajo lastniki res poseben odnos do vrta, poseben odnos do rastlin, do zelenjave, kajti prepričana sem, da vsak dan, da vrt izgleda tako, kot ga danes vidimo, čeprav je zunaj močno prizadela rastline suša, tega skoraj ne opazimo, da lastniki vsak dan uro in več preživijo z delom na tem vrtu. In kakšna težava oziroma kakšen velik del lastnega dela je v tako vrtnarjenje vključen, je mogoče zelo lepo povedal francoski arhitekt v 17. stoletju André Lenotre, ki je oblikoval ta znan Versajski vrt pred Versajsko palačo, pa tudi druge vrtove. On je nekje zapisal, da je velikokrat zavidal arhitektom, ki zidajo s kamna, ker njihovi umetniški izdelki so trajni, njegovi so pa zelo podvrženi času in je rekel, če samo 3 mesece spomladi lenarim, ta vrt lahko propade in je že v jeseni preraščen z robidami in grmičevjem, takim plevelom. Tako da veste, da v tem vrtu, po katerem se danes prehajamo, ker so grmovnice urejene, je vloženo zelo veliko vsakodnevnega dela lastnikov.